Trata 2.1 se odlično vklaplja v našo strategijo mesta, ne samo trajnostne mobilnosti, tudi strategijo razvoja mesta. Kako si želimo spremeniti načine premikanja, kako želimo nadgrajevati infrastrukturo, da bo ta čim bolj spodbujala to, da se premikamo na zelene načine. Ja, sama ideja je dejansko zrasla na tem, da je mobilnost v industrijskih conah v Sloveniji dokaj nenaslovljena tema. So pa podjetja in pa industrijske cone veliki generatorji prometa. Industrijske cone smo v Sloveniji v bistvu gradili zelo avtocentrično. To pomeni, da pač je vse usmerjeno v dostop za avtomobil, medtem ko smo pozabili na dostopnost za pešce in kolesarje, ki so pa v bistvu eden izmed ključnih gradnikov prometa. Analiza potovalnih navad je pokazala, da je pravzaprav velik delež, okrog dobra tretjina, takšnih, ki si želijo spremeniti potovalne navade za bolj trajnostne, kar je dober znak. Kot pojem trajnostne mobilnosti predstavljam kot doprinos vsakega posameznika postopno spreminjanje človeških navad, da gremo iz nekega obdobja, pa sprejmemo kompromis, da bo dobro za nas in tudi potem posledično za okolje. Da se ne voziš sam v avtu, ki je težek 2 toni, da se raje s kolesom, ki je težek 8 kg, pa še mimogrede narediš kaj za zdravje, ne? Predvsem je tukaj vprašanje, kako stimulirati oziroma kako motivirati ljudi, kako jim predstaviti, kaj trajnostna mobilnost je. Trajnostna mobilnost pač zahteva več organizacije, malo več discipline. Pri tem moramo gledati, če hočemo spremeniti navade ljudi, predvsem to, kako bomo uporabnikom olajšali uporabo. Prav, da se ne zakomplicira. Jaz mislim, da bo neka motivacija že možnost izposoje električnih koles. Tega se jaz recimo osebno dosti veselim. Vlogo mobilnostnega menedžerja vidim predvsem v promociji projekta in pa iskanju nekih možnosti trajnostne mobilnosti, ki bi ustrezali našim zaposlenim, se pravi našemu podjetju. Same industrijske cone bi lahko bile več kot samo industrijske cone. Lahko bi bile prostor srečevanja, prostor izmenjave, prostor dobrih praks, tudi zelenih. In menimo, da v Trati se lahko to zgodi tudi z premiki na področju trajnostne mobilnosti. Cilj celotnega projekta je to, da na nek način zmanjšamo število vozil na cesti, pa da nekaj vsi skupaj naredimo za čistejšo naravo okoli sebe. Dajmo več iti s kolesom, večino poti krajših od 5 km brez težav opravimo, s kolesom krajših od 2 km peš, ostale pa lahko tudi v kombinaciji s potništvom, v kombinaciji z delom od doma, v kombinaciji z javnim potniškim prometom.